Ta konec tedna bodo na Bledu spet zazvenele harmonike. Najprej v soboto, ko bo potekalo tekmovanje Zlata harmonika, nato pa še v nedeljo ob Blejskem jezeru. Da bi izvedeli kaj več, smo v naš studio tokrat povabili Iztoka Peserla, podžupana občine Bled in predsednika organizacijskega odbora prireditve. Dober dan, gospod Iztok. Lep dan želim. No, pa če kar začneva pri teh novostih, tako v soboto in nedeljo, je nekaj tega? Seveda, največja novost je to, da lahko povemo, da ta sklop prireditev združujemo v dva dela in sicer v 2 dneva, kar pomeni v soboto tekmovalni del in pa v nedeljo tisti bolj družabni del ob Blejskem jezeru. Novost je največja ta, da za sobotni del pripravljamo tisto končno razglasitev glavnih zmagovalcev na glavnem odru na promenadi, ne tukaj v festivalni, tako da le v slabem vremenu, če bi slučajno bilo, bomo tem to izvedli v festivalni, drugače pa na promenadi. Korenine prireditve segajo vse do leta 2013. Kako se je po vašem mnenju v tem času spremenil odnos do narodno-zabavne glasbe, sploh do harmonike? Ja, v zadnjem času, sploh bom rekel, v zadnjih 10 let se je na tej glasbi kar nekaj spremenilo. Vedno več je te narodno-zabavne glasbe nekako v preobleki tudi v pop glasbi, kajti tudi glasbeniki so majčkeno, bom rekel, modernejši, mlajši in tudi pop združujejo z narodno-zabavno glasbo. Drugače pa, če pogledamo tudi nekaj let nazaj, harmonika je bila zmeraj tisti slovenski najljubši inštrument in po zadnjih teh nekako tekmovanjih opažamo, da vedno več tudi otrok in tudi starejših ljudi igra harmoniko, ne glede je to klavirska ali to frajtonarica, vedno več se teh inštrumentov pojavlja. No, lani mi je ena od udeleženk povedala, da še ni videla žalostnega človeka zraven harmonike. Zdaj, delno ste mi že odgovorili, zakaj je harmonika tako priljubljena, pa vseeno, zakaj mislite, da tako zelo nagovarja ta čustva, zakaj prinaša toliko veselja ljudem? Vi igrate tako za folklorno skupino, tako v svojem ansamblu, tako da imate raznovrstne izkušnje, kar se tega tiče. Res je, harmonika je inštrument, ki prinaša veselje, dobro voljo. Tudi pri inštrumentu se lahko zraven zapoje, zapleše, tako da tudi tisti ljudje, ki poslušajo samo glasbo, jih včasih zasrbijo pete in zaplešejo. Lahko pa povem, da v tem zadnjem času, ko glasbeniki, kateri so tudi mentori mlajšim in ki so učitelji, je nekako tista pot, za katere potem se tudi otroci, ki jih vidijo na televiziji in raznih medijih, jih sledijo in rečejo, mi bomo igrali harmoniko, in potem je tudi to nek način, da je vedno več tega inštrumenta tudi v Sloveniji. Se pravi, tisti družabni vidik, včasih je bila mogoče kitara, za kakšne take žurke, zdaj pa harmonika tista glavna. Bo kar držalo, tudi pri mladih. Bo kar držalo. No, in seveda z ljubeznijo do harmonike je povezano tudi to tekmovanje Zlata harmonika, letos že 3. na Bledu, pa mogoče kaj več o tem, kdo se je prijavil, kdo je v komisiji, kako se lahko tudi glasuje, tudi poslušalci, gledalci bodo lahko glasovali. O vseh teh stvareh nas zanima nekaj. Lahko povem, da sem izredno vesel, ker imamo letos 58 prijavljenih tekmovalcev. To je od lanskega leta približno 17 tekmovalcev več, od predlanskega pa dobrih 20 več. In to nam je neka pot, tista, ki bi mu rekli, da je prava pot, da se tekmovalci, tudi ti, ki so prijavljeni za letošnje tekmovanje, so bili že lansko leto in predlanskem in jim je Bled nekaj pomeni. V končni fazi je to tekmovanje res izpeljano na najvišjem nivoju. V sami komisiji je gospod Janez Fabijan, ki je dolgoletni učitelj harmonikar, potem zelo znani mentor in učitelj tudi Klemen Rošar, znan v tujini in pa v Sloveniji, in pa ne nazadnje, bom rekel, gospod z veliko začetnico, gospod Jože Burnik, komponist, pisatelj, aranžer. Tako da res komisija je strokovna, tudi same tekmovalce res strokovno ocenijo in podajo tiste prave točke. Drugače pa lahko povem, da že naslednjo leto, mogoče razkrijem skrivnost, da bomo tekmovanje odprli tudi majhen širše in bomo medse povabili tudi klavirske harmonike. Odlično. Mogoče še, kaj točno ocenjujejo sodniki pri vsakem nastopu? Komisija najbolj ocenjuje zahtevnost skladbe, samo interpretacijo,
ritmičnost, melodičnost in kako se tudi tekmovalec na odru obnaša. Oziroma kako prikazuje tisto, bom rekel, da skriva majčkeno tremo zase in da inštrument postavi pred sebe. Mogoče kako velike so razlike starostne med temi udeleženci, ker so kar precejšnje, ne? Starostna razlika je tudi do 60 let. Najmanjši tekmovalec ima 7 let, najstarejši mislim, da okrog 65, 66, tako da ta lestvica je res po 8 starostnih kategorijah, tako da je, jaz pravim, še vedno je čas tudi tistega starejšega, da prejme kakšno nagrado in mu je to mogoče neka nova izkušnja ali pa neka nova spodbuda, da še bolj z užitkom igra svojo harmoniko. Ja, ker to tekmovanje je odprto za vse stopnje znanja, ne? Ni zdaj recimo za vsakogar, ki že zna nekaj zaigrati na harmoniko, ne? Tako da se lahko prvič preizkusi. Tekmovalec si sam izbere skladbo in potem tudi sam tekmovalec, ki se jo izbere, že oceni, kaj je za njega primerno in na osnovi zahtevnosti skladbe se potem tudi komisija odloči in podeli točke. Naj tukaj enkrat poudarimo, da gledalci bodo ob prenosu lahko tudi sami glasovali in sicer lahko spremljajo to tekmovanje neposredno na naši blejski televiziji Bled TV in prek YouTube kanala. Če pa nadaljujeva, vi tudi sami igrate harmoniko, kot sem že omenila, v več zasedbah, in kaj vas pri tem najbolj pritegne? Ja, jaz lahko rečem, da katerakoli zvrst glasbe oziroma na katerem koli odru sem, me najbolj veseli to in mi je največje zadovoljstvo, da so ljudje pod odrom zadovoljni in srečni. Ne glede, ali je to narodno zabavna glasba, ali je to ljudska glasba, ali folklorna glasba, bom rekel, sam po sebi sem zelo odprt za vse zvrsti glasbe in to mi res daje neko tisto širino, katero potem lahko tudi na odru izvajamo. Če pa lahko še povem, kar se tiče samega tekmovanja. Ogled tekmovanja je odprtega tipa, kar pomeni, da vsak, ki si želi pogledati tekmovanje, je dobrodošel v festivalno dvorano, lahko si pa potem tudi gledalci prek YouTube kanala, tako kot ste že omenila, ogledajo in potem tudi glasujejo za svojega najboljšega kandidata. No, ne vabiva pa samo na to tekmovanje, ne k ogledu in pač v festivalno dvorano, ampak tudi na nedeljsko dogajanje. Tam je pa za same tekmovalce tudi neka pomembna novost. Tako je. Nedeljski del je družabni del, kar pomeni, da je na Bled dobrodošel vsak, ki zna igrati harmoniko. Največja novost je ta, da imamo tisti info-prijavni pult sedaj na sami promenadi. Kar pomeni, da je bilo prej to v festivalni dvorani, to leto selimo na promenado in tudi hrambo kovčkov selimo na samo promenado. Razlog tega je to, da želimo povezati to našo promenado nekako v celoto z obiskovalci, turisti, gledalci, poslušalci in pa naših, bom rekel, teh udeležencev na sami prireditvi. In tudi na sami promenadi imamo zelo veliko miz, na kateri se bojo lahko sedeli in tekmovalci in obiskovalci, tako da se lahko skupno podružijo in to je res tista največja novost. Drugače pa še vedno ob 12. uri otoček sredi jezera. Seveda je kasneje tudi bila želja, da skupne harmonike odigrajo še nekaj več, zato smo rekli, bomo dali še tisto znano Slakovo Čebelar in pa na konec pravim jaz, brez Golice ni veselice in še Golica bo sledila. Sem pa izredno vesel, da imamo letos prijavljenih več kot 400 harmonikark in harmonikarjev. Skoraj ste mi ukradli zaključek, zato mi zdaj samo še preostane, da skupaj povabiva gledalce in gledalke na dogajanje v nedeljo, v živo in pa seveda tudi v soboto, k ogledu prenosa, glasovanju, pa vas kar prosim, če nagovorite naše poslušalce. Spoštovani obiskovalci, spoštovani tekmovalci, spoštovani ljubitelji harmonike, dobrodošli na Bled s harmoniko ali brez.